Prav prisrčno pozdravljeni na tokratnih zadnjih minutkah v letošnjem šolskem letu, ki so namenjene spoznavanju okolja. V vaši družbi bom Blanka Premrov-Bajuk, urednica za naravoslovje pri Mladinski knjigi, Simona Požar iz našega oddelka za promocijo in pa seveda gospa Vanja Jovičevič. Vanjo zagotovo že poznate, je avtorica naših učnih gradiv za spoznavanje okolja, je tudi srčna učiteljica razrednega pouka in pa priznana predavateljica NTC tehnik. Preden začnemo, mogoče še nekaj napotkov oziroma povabilo, da vsa morebitna vprašanja, komentarje, misli, skratka vse, kar bi želeli deliti z nami, zapišete bodisi v klepet, bodisi v rubriko Questions and Answers, ali pa seveda vprašanje postavite kar z vklopom v sejo na koncu predstavitve. Kadarkoli pa seveda lahko tudi pišete na naslov učbeniki@mladinska-knjiga.si. Na današnjih minutkah nam bo gospa Vanja predstavila, kako s pomočjo NTC tehnik aktivno in učinkovito obravnavamo dve temi v 3. razredu, in sicer Slovenija in pa sosednje države. Prepričana sem, da nas čaka ena prijetna, zanimiva popestritev tega turobnega ponedeljkovega popoldneva. Zato Vanja, prosim, predajam besedo. Hvala lepa in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tako kot je Blanka že povedala, jaz vam bom predstavila nekaj možnosti za popestritev pouka pri spoznavanju okolja. Tako kot že na zadnjih, mislim, da zadnjih 2 minutkah, bom tudi tokrat ne bom sledila uram, tako kot si sledijo v zaporedju, ker vse to lahko najdete v tistih pripravah, ki jih imate obešene na učimte.com, ampak bom dala ideje, kako lahko na drug način, s pomočjo NTC tehnik, s pomočjo NTC iger, idej, bom rekla, popestrite ali začetne ure, ko se začne obravnavati določena učna tema, ali pa mogoče to uporabite za kakšen vložek vmes ali pa mogoče za ponovitev učne snovi. Danes sem pripravila, mislim, da za vse še vedno aktualno temo, torej v tistem sklopu, kot so bile zadnje minutke, bom danes kar nadaljevala s Slovenijo in potem s sosednjimi državami Slovenije. Kako lahko na malo drugačen način, torej z NTC tehnikami, naredite neko tako, bom rekla, uvodno uro v učno temo o Sloveniji, ko se otroci največkrat prvič spoznavajo z zemljevidom, ko imajo prvič v roki zemljevid Slovenije, kako jim lahko pomagate, da ga na malce drugačen način prečešejo po dolgem in počez. To, kar bom zdaj na naslednjih straneh pokazala, ni nujno, da se sledi na tak način, kot boste videli. Bolj bi predlagala, da vzamete to kot neke ideje, ki jih lahko praktično pri vsaki učni snovi uporabite, samo da spremenite pač vsebino, ne. In boste videli, če jih boste večkrat uporabljali, kakšno ste že verjetno tudi spoznali, če spremljate in minutke za spoznavanje okolja, ampak videli boste, da če boste uporabljali to v razredu, boste videli, da se otroci navadijo na neko vrsto igre in jo potem z veseljem, v bistvu se ne ukvarjajo več toliko s tem, kako se igra ali pa kako se odgovarja na določena vprašanja, ampak že se lažje osredotočijo na samo vsebino. Samo Slovenijo bi jaz začela na tak način, da bi jim dala igro paralelne asociacije, ki jo seveda ne poimenujem na tak način pred učenci, to je samo uradni naziv te igre, ali kako bi rekla, ker so res paralelne asociacije. Zdaj, to sem že enkrat pokazala, ampak vseeno bi šla skozi pravila v bistvu lahko kreirate precej sami. Lahko otroke porazdelite v 2, 3, 4 skupine, odvisno kakšen razred imate, koliko otrok je v razredu, tudi če je bolj številčen, torej če je številčnejši razred in če jih razdelite v 2 skupini, je čisto v redu.
ampak to je odločitev vsakega učitelja posebej, glede na dinamiko, ki vlada v razredu. Jaz ponavadi postavim kar precej natančna pravila, in sicer vsaka skupina 20 sekund lahko odgovarja na vprašanje in išče pravo asociacijo na določeno besedo. S tem otroke poženemo v razmišljanje. V razredu imamo, to rada večkrat poudarim, pri takem načinu dela precejšno disciplino, ker poslušajo, kaj je rekla sosednja ekipa, poslušajo, kaj odgovarjam jaz, ker vedo, da če bodo poslušali sosednjo ekipo in mene, bodo potem, ko bodo na vrsti, lažje prišli do pravilne rešitve. Se pravi, začnemo ugibati pri A1. Osnovna beseda je poškodba. Prva skupina išče pravilno asociacijo, tisto pravilno, asociacije so vse pravilne, ne? Ampak tisto asociacijo, ki je mišljena in ki se skriva za temle zelenim okenčkom. In ugiba skupina A, skupina B, skupine si dajo lahko imena, lahko jim date vi imena, čist spet vaš izbor, kako se boste to odločili. Dokler, se pravi, vsaka skupina ugiba 20 sekund, če v tem času ne pove asociacije, 20 sekund ima časa za eno asociacijo, če ne pove asociacije, na vrsti druga skupina. Ta čas lahko spremenite, jaz dostikrat štejem tudi samo do 5 ali pa takole s prsti kažem, da niti ne govorim in ne motim njihovega miselnega procesa, ampak samo kažem 5 prstov, 7 prstov, kako se pa zmenimo, in ko čas poteče, je naslednja skupina na vrsti. Če ne ugotovijo v 2 minutah, če skupine ne ugotovijo v 2 minutah, recimo to je eno izmed pravil, lahko ga tudi nimate, pokažem, kaj se skriva za zelenim okencem, zato da ne vlečemo, se pravi, če želite omejiti čas, koliko časa bi določena igra lahko trajala, ponavadi ga želimo omejiti, ker ga nimamo neskončno mnogo, pa predvsem ga imamo vedno premalo, torej, če želite omejiti čas, potem res rečete, 2 minuti traja ugibanje ene asociacije in greste kar hitro menjavati skupine pri naštevanju idej. Torej, za poškodba, prava asociacija oziroma tista, ki je bila mišljena, je zavarovalnica. Ta je težka za otroke v 3. razredu, ampak jo najdejo. A2, Gams, iščejo zopet asociacije po istem ključu, pravilna rešitev je gora. Potem gremo na B2, odkrijem oko, iščejo, kaj se skriva za zelenim okenčkom, kaj je prava asociacija, je jajce. To je recimo taka tista drugi krog asociacij, malo bolj oddaljena asociacija. Gams, gora je lahka asociacija, vedno kombiniram lažje pa težje. Žlica, iščejo zopet asociacije, juha. Zdaj pa iščemo asociacije, kaj imajo skupnega zavarovalnica in gora. In kaj imata skupnega jajce in juha. Najprej se na eno povezavo osredotočimo in tukaj iščejo otroci asociacije. Torej, kaj imata skupnega zavarovalnica in gora? Spet našteva ena skupina, druga skupina, ena skupina, druga skupina, dokler ena skupina ne reče Triglav. Ta asociacija je zdaj čisto odvisno spet od otrok, ki so v skupini, ampak nekaterim so določene skupine, ki jo takoj najdejo, pa določene, ki jim sploh na pamet ne pride, da bi lahko zavarovalnica in gora bila rešitev Triglav. Jajce in juha. Zdaj bi bilo zanimivo, če bi bila v živo, da bi lahko tudi vi malo sodelovali in bi se malo nasmejali ob pravilnih oziroma ob tem, kako težko mi odrasli najdemo prave rešitve, kaj imajo skupnega jajce in juha. Rešitev je kokoš, ko rešitev veš, je čisto enostavna, logična in ja, seveda, ampak včasih imamo mi odrasli tako zablokirane te miselne procese, tako v okvirih razmišljamo, da so nam taka zvita vprašanja tako težka, da sploh ne vemo, kam bi pomislili, sploh nimaš prazno glavo, imaš nobene ideje, kaj bi lahko imeli skupnega, No in potem smo, kaj imajo skupnega Triglav in kokoš. Zdaj vi že veste, kaj je odgovor, to je naslov učne teme Slovenija. In to je en tak uvod nasploh v to poglavje oziroma v to temo, ki jo bomo obravnavali recimo 2-3 naslednje ure. Mislim, šolske ure pri pouku, danes ne bomo toliko časa skupaj. In potem tukaj smo naredili eno izhodišče, možgane pognali v pogon. Triglav, pač najvišja gora v Sloveniji,
kokoš, Slovenija ima obliko kokoši, lahko kakšno besedo spregovorimo tudi o tem, drugače pa lahko gremo na naslednje. Zdaj to zvito vprašanje, ki sem ga tukaj pripravila, jaz zvita vprašanja zelo rada postavljam v različnih obdobjih učne ure in sploh ni nujno, da si sledita recimo to zvito vprašanje za paralelnimi asociacijami. Vi lahko po tej paralelni asociaciji vzamete tudi zemljevid Slovenije in delate potem na način, kot ga bom pokazala, ali pa na nek svoj način. Ne? Lahko imate recimo nek tak vložek, kot je paralelna asociacija samo za recimo uvod, potem delate pa po klasičnem načinu. Lahko pa speljete uvodno uro točno takole, uvodno uro v Slovenijo, točno takole, kot vam jo bom pokazala. Kaj imata skupnega število 350 in Slovenija? Zdaj, noben otrok nima rešitve in to je tudi cilj takih zvitih vprašanj, ker s tem zvitim vprašanjem želim otroke spodbuditi, da povejo čisto vse, kar vejo v Sloveniji. In pravilo, ki ga imamo pri teh zvitih vprašanjih je, da če želiš povedati odgovor, moraš dvigati roko in čakati, da si poklican. Če slučajno poveš pravilen odgovor, pa te nisem, ker otroke tukaj le zanese. Če imate 20 otrok v razredu, vseh 20 bo skoraj da prepričanih, da oni vejo tisti pravi odgovor. In v tisti želji, da bi prav on povedal odgovor, mu zleti iz ust odgovora. Ne? In seveda, če trije naenkrat rečejo, ne moreš vseh treh slišati in zato morajo govoriti pač res samo takrat, ko je vprašan. Predlagam tudi, da imate še vedno skupine tukaj, ali pa lahko imate že tako, da individualno vsak pač niza odgovore. Torej, otroci bodo imeli tukaj nešteto idej in verjetno niti ena ne bo pravilna. Pomembno pri tem je, da imate vi pripravljene odgovore na njihove odgovore. Torej, recimo, če bojo rekli, ne vem, v Sloveniji je 350 rek, vedno nekako pravilo takih vprašanj je, da se vsako idejo, vsak odgovor, vsak preblisk, ki ga ima otrok, pohvali. Odlična ideja, v Sloveniji je res veliko rek, recimo, ne, vendar rek, ki so daljše od 20 kilometrov, je v Sloveniji le 162. In otroci takrat, ko v tistem prepričanju, da imajo pravi odgovor in da mogoče sošolci rekel pravi odgovor, so maksimalno prisotni in so skoncentrirani na to, kar govorimo in kar govorim jaz, kaj jim odgovarjam. In si te podatke tudi zapomnijo. Zato je pomembno, da lahko tudi nimate odgovorov pripravljenih, vendar pa s tem, če jih boste imeli, boste res dosegli ogromno, ker si bodo otroci ogromno zapomnili. In tudi, če imate vi določene stvari pri neki učni temi, kjer postavite tako zvito vprašanje, imate sigurno nek cilj. Moj cilj tukaj pri tem vprašanju je, da otroci ponovijo vse, kar vejo v Sloveniji, da slišijo, kaj drugi vejo in sprožijo asociacije, da se spomnijo še tisto, kar se niso takoj spomnili in da zvejo določene podatke, katere želim, da jih vejo v Sloveniji. In tiste podatke jaz pripravim in jih nekje pri njihovih odgovorih vključim kot moje odgovore. In to si otroci zapomnijo. To probajte, to je en fenomen teh zvitih vprašanj, da otroci čisto vse vejo na koncu, kar smo se pogovarjali. Nikoli ne bojo toliko vedeti, če jih boste učili na ta frontalni način in jim pokazali z rokom, krili, se veste, na kakšne načine vse jim skušamo znanje v glave vliti. To, kar jih boste naučili preko zvitih vprašanj, si bodo zapomnili 90%, otrok si bo zapomnilo 90% podatkov. Probajte, pa boste videli. To je točno tako delujejo. Res, bom rekla, kar še enkrat fenomen teh zvitih vprašanj. In recimo, da reče otrok, v Sloveniji je 350 gor, pa rečem, jaz odlična ideja, super rešitev, ampak v Sloveniji je višjih od 2000 metrov, 352 gor, kar je blizu, ampak ni pa čisto točno. In potem nižjih pa je 262. In recimo, če ste blizu Šmarne gore, rečete, med te nižje spada tudi Šmarna gora oziroma neko goro, ki je v bližini vaše šole, mogoče vzamete, da si lažje vse skupaj predstavljajo. In tako naprej. No in seveda rešitev nima nobene veze z rekami, gorami ali pa mesti, ampak
najvišji dimnik, v Trboveljski dimnik je visok, je toliko visok, je najvišji dimnik v Evropi in 7. najvišji dimnik na svetu. In tukaj lahko tudi mogoče že to poveste, ta dva podatka, če se boste za to odločili, tako vprašanje uporabiti. Zato, ker je tudi eno izhodišče Slovenija v Evropi in v svetu, a ne, pa je nek tak nepomemben podatek, mislim, je pomemben, ampak za to učno temo, a ne, nepomemben, vendar pa otrokom vse nekako približamo, vse to umestitev v Slovenije in nekako si zapomnijo te podatke malo drugače. Potem otroke razdelimo v skupine. Se pravi, pri tem zvitem vprašanju se zadržim 2 minuti, čist nič več. Zato, ker spet ne smem vleči, z otroci bi lahko debatirali. Vprašanja, kjer je treba razmišljati, mora biti skoncentrirana. Če niso skoncentrirana, če za to vleče 15-20 minut, ni več razmišljanje. Je to neko dolgovezanje, dolgovlačenje, otroci izgubijo koncentracijo in to mora biti skoncentrirano, to mora zelo hitro potekati, dinamika mora biti intenzivna in toliko časa, da če ne pridemo do odgovora, jih napeljujemo na odgovor oziroma jim na koncu odgovor povem jaz. Kot sem rekla, sam odgovor ni tako pomemben, kot je pomembna pot do tega odgovora, da otroci razmišljajo, da so prisotni, da so skoncentrirani, da se spomnijo, kaj vejo, da slišijo kaj novega, in da možgani delujejo, da jih malo treniramo s takimi vprašanji. No, potem razdelimo otroke v skupine. In sicer vsak pripravim razrezane slike, razrezana slika mesta, razrezana slika gore in razrezana slika reke. Vsak dobi en košček ene sestavljanke in mora poiskati, pač v kateri skupini spada. Povem, da so skupine 3 in da se morajo med seboj poiskati. In to seveda spet traja 2-3 minute, da se poiščajo in potem se usedejo po skupinah. Ko sedijo po skupinah, poimenujejo okolje, povejo, katero okolje so, da tudi ostali slišijo in dobijo nalogo. Sestavljanko sestavijo in dobijo nalogo. Da pa dobijo nalogo, da bodo dobili navodila, kaj morajo delati po skupinah, morajo najprej rešiti tole mrežo. Ta mreža se reši tako, da skačejo kot konj pri šahu, torej v obliki črke L, takole mrežo ima vsaka skupina na mizi, navodilo dobijo skupno. Skačite v obliki črke L, začnite pri slonu in pri vsaki besedi poberite prvo črko. Tako boste dobili geslo in potem, ko boste dobili geslo, mi ga pridete povedati in dobite navodilo, kakšna je vaša naloga v nadaljevanju. Če si predstavljate, če skupaj zdaj skačemo, začnemo pri S, lastovica, L, O, V, E, N, I, J in zaključimo pri A, Slovenija, geslo. To je spet ena taka, da jih zanimiramo, da jih držimo v pozornosti, razmišljanje aktiviramo in gremo na popestritev, za popestritev ta naloga, in gremo na naslednjo oziroma dobijo nalogo. Potrebujejo zemljevid Slovenije. Zemljevid Slovenije imate kot prilogo v kovčku Moj nan D3, drugače jim pa lahko razdelite, če imate kakšne ročne zemljevide, večje zemljevide, je super, če jim lahko date vsake skupini en tak zemljevid na mizo. Vsaka skupina po zemljevidu išče, kar je njena naloga. Tisti, ki so sestavili mesto, iščejo mesta po zemljevidu in jih izpisujejo. Tisti, ki so imeli gore, tisti, ki so imeli reke. Seveda, glede na to, da se največkrat prvič srečajo z zemljevidom na tak način, da iščejo nekaj po njem, bodo kdaj zamešali, namesto da bodo goro izpisali, bodo mesto ali pa reko, nič hudega. Cilj tega je, da sami malo iščejo, da sami brskajo, sami češejo po zemljevidu, da prečešejo zemljevid od glave pa do noge kokoška. No in potem naslednja naloga
ki jo dobijo, oziroma naslednje dodatek te naloge, je, da iščejo tista mesta, reke in gore, ki v sebi skrivajo besedo. Če se spomnite prejšnjih minut, ko iščemo skrite besede, zdaj otroci te skrite besede, tudi če ste jih do zdaj niste obravnavali, samo poveste jim primer, recimo v Lendavi, katera beseda se skriva, napišemo jo na tablo, obkrožimo len ali pa neko drugo mesto poiščemo in jim razložimo, kaj pomenijo skrite besede. Besede v besedi, se to največkrat ni nobenega problema. Te najdene besede zapisujejo na list papirja. Tukaj malo kombiniramo, se pravi, medpredmetno povezovanje s slovenščino, urijo tudi veliko začetnico, oziroma obnovijo, da so vsa imena mest, rek in gora pišejo z veliko začetnico. Spet čas omejimo, ko mine na primer 10 minut, mora vsaka skupina povedati skrite besede, ki so jih našli, oziroma mesta, gore in reke. Recimo prva skupina bo našla skrite besede, ki se skrivajo v mestih. Tukaj je zdaj nekaj primerov. Otroci najdejo res veliko, v 10 minutah res veliko mest s skritimi besedami. Druga skupina skrite besede v imenih gora in tretja skupina skrite besede v imenih rek. Zdaj pa dobijo nadaljevanje naloge. Vsaka skupina mora sestaviti zvito vprašanje za eno ime, reke, gore ali mesta. A še vedno so tisti, ki so mesta iskali, bodo sestavili zvito vprašanje za eno od mest, tisti, ki so gore, za gore in tisti, ki so za reke, reke. Zdaj pa poglejmo, kako to izgleda in kaj so otroci našli. Jaz jim povem en primer, v katerem kraju je vedno led. Tukaj gibajo in pač nekateri to takoj razumejo, kako se rešujejo tale zvita vprašanja oziroma vprašanja s skritimi besedami, nekaterim je pa malo manj jasno, ampak nič hudega. Vsi se vklopijo, nekateri bodo zelo urni tukaj, ker so mogoče jim tak način leži, ali pa tisti bolj bistri zagotovo bodo take stvari lažje reševali. Tisti, ki pa pač jim te zadeve ne bodo šle, pa nič hudega. Ne moramo vedno delati vse na najnižjem nivoju. Čeprav je to nivo, ki je prilagojen čisto vsem otrokom. Tisti, ki so bolj učno sposobni, bodo imeli več idej, hitreje prišli do ideje. Tisti, ki so učno manj sposobni, bodo pa še vedno imeli mogoče eno idejo, ampak jo bodo imeli. No, bled je tukaj rešitev, v bledu se skriva led, in zato je v tem kraju vedno led, v imenu tega kraja je vedno led. Zdaj pa, kaj so otroci našli? Primeri otrok, v katerem mestu se skriva oseba, ki ne dela rada. Ko mine ta čas, ki ga določimo, da se stavijo zvito vprašanje, vsaka skupina drugim skupinam zastavi to vprašanje. Pa spet lahko to točkujemo ali pač nekako obeležimo, katera skupina je bila najbolj uspešna. Velenje. V Velenju se skriva beseda len in to je oseba, ki ne dela rada. V katerem mestu se skriva letni čas, jesen, jesenice, v katerem mestu se skriva hrana za konje, v Senovem, seno, kateri kraj v Sloveniji v sebi skriva glavno mesto ene od sosednjih držav. No, to je pa eno tako že precej kompleksno vprašanje za malo bolj razgledane otroke, in tukaj pridemo do rimskih toplic in Rima. Tole je pa eno vprašanje, ki ga je sestavil en deček, ki je sicer hodil na NTC delavnice, torej je te NTC tehnike precej obvladal in je sestavil, kateri hrib v Sloveniji ima v sebi besedo, ki nas spomni na šah in rdečo kapico. To je zelo težko vprašanje, zato ker moramo najprej najti rešitev, kaj imata skupnega šah in rdeča kapica, potem pa, ko najdemo rešitev, lahko šele ugibamo pač hripa, kater hrib bi to bil. Zdaj, res je to, da je to na določenem delu Ljubljane ta deček živi in otroci z drugega konca Slovenije tega hriba niti ne poznajo, bi lahko jim dali vprašanje gora je mogoče še malo težje, ampak spet odvisno, iz kje so otroci, kje živijo in kaj bi jim bilo lažje. No, rešitev je Golovec, v katerem se skriva lovec, šah in rdeča
rdeča kapica imata skupnega lovca in hrib, v katerem se skriva ta beseda, pa je Volovec. V katerih mestih se skriva beseda Lena, še v večjih mestih, Velenje, Lendava, Lenart, v katerem mestu v Sloveniji se skriva drevo, ki je hkrati tudi ime fanta, recimo so otroci napisali Maribor, Bor. V glavnem mestu katere države se skriva deklica, ki se skriva tudi v banani. To je tudi eno tako zelo kompleksno vprašanje oziroma za otroke 3. razreda, kar težko vprašanje, ampak so ga sestavili. V Sloveniji, Ljubljana, Ana. Katero slovensko mesto v sebi skriva 100? Tukaj so celo številko napisali, Novo mesto 100. Potem pa recimo dodatne naloge, ki jih dam jaz za skupine, to jih pa jaz potem na glas govorim, te skrite besede nikoli ne smejo biti napisane, vedno naj bodo tako, da jih govorimo. Kam cel kup tujih turistov pride pomagati odganjati zimo? To povem počasi. Kam cel kup tujih turistov pride odganjati zimo? 2-krat, 3-krat ponovim in če vejo, dvigne roko. Ptuje, Kje je Tim stopil na rob ledenega jezera? Spet počasi, 2-krat, 3-krat, da pridemo do rešitve Bled. Zdaj, ko tole vidite, napisano, se vam zdi enostavno. Predstavljate pa si, da bi vam jaz samo govorila te povedi in da bi vi morali iskati. To je odličen trening in za črkovanje, za glaskovanje, za koncentracijo. Tukaj morajo biti zelo skoncentrirani, da si v mislih predstavljajo te črke in besede. Odlična vaja za možgane. Kje je prebival grof z zaceljeno rano? Celje. Kje je muzej, kjer bi strašno zanimive stvari videli? Zdaj, te povedi s skritimi besedami se včasih ne dajo tako sestaviti, da so slovnično čist take, kako bi rekla, pravilno, da si sledijo v redosledju besede, ampak namen tega je, da otroci nekaj drugega delajo, da slišijo te kraje noter. In potem spet lahko jih poiščejo po zemljevidu, lahko tukaj že orientacijo vključimo, na katerem delu, ali proti severu, ali proti jugu, vzhodu ali zahodu Slovenije, ta kraj. Lahko se igrajo potem naprej med seboj s tistim zemljevidom, ki ga imajo v škatli, ali pa s tem namiznim zemljevidom. Zamislil sem si kraj, ki leži severno od Ljubljane, ali pa čisto severno na zemljevidu Slovenije, ali pa in tako vadijo orientacijo na zemljevidu. In potem preidemo v delovni zvezek, kjer lahko otroci, se pravi na strani 101, enostavno samo ponovijo tisto, kar smo se prej preko teh vseh iger skupaj naučili. In to lahko individualno vsak sam reši in preveri, ali je usvojil učno snov. In na strani 102 imamo potem skico, to pa zelo radi delajo, narišejo legendo, svojo skico na podlagi zgornjih 2 skic in narisane 3. skice se naučimo, kaj je skica, in potem svojo skico narišejo. Zdaj pa temu sledijo sosednje države Slovenije. Zdaj, kot sem rekla že prej pri Sloveniji, orientacijo tudi na drug način še obravnavamo, vključujemo druge stvari. Jaz sem vam pokazala neko uvodno uro, te stvari, ki ste jih zdaj videli, lahko uporabite v uvodni uri ali jih pa porazdelite po recimo 2-3 urah, ko boste orientacijo Slovenijo in tako naprej še obravnavali. Sosednje države bi vam rada pokazala, kako se lahko z asociacijami naučijo. Prvič jim dam za malce bolj zanimiv uvod v to vprašanje, katera kokoška ne gre nikoli stran od škornja. Tukaj dobimo zelo različne odgovore, ker v 3. razredu tudi še nimajo čisto predstave, da je Italija sosednja država Slovenije in da je v obliki škornja. Nekateri pa že vejo in tisti zelo hitro pogruntajo. Za kokoško vsi vejo, da je Slovenija oblika kokoške več ali manj, za Italijo pa pač ne. In potem pomagam zemljevidom in če še vedno ne vejo, pač narišem tale škorenj gor, kokoško in pridemo do pač Italije.
Potem uporabim za obravnavo sosednjih držav tudi malo klasifikacij, seriacij miselnih, torej primerjav, zastav, v čem se italijanska in madžarska zastava razlikujeta v slovenski in ruska. Zdaj, Rusija nima tukaj veze z sosednjimi državami, ampak ima pa vezo z temi miselnimi procesi, da primerjajo sosednje države, sosednje zastave in kako se zastave pač med sabo razlikujejo, v čem so si podobne na splošno. No in potem razdelim razrezanke. Vse razrezanke zastav, na eni strani je zastava sosednjih držav, se pravi na eni Italija, na drugi Madžarska, Avstrija in Hrvaška, na drugi strani pa so asociacije na te države. Lahko damo 2-3 asociacije, jaz sem dala na drugo stran samo eno asociacijo, na Italijo pico, na Madžarsko Rubikovo kocko, na Avstrijo na drugo stran Mozart kroglico in na Hrvaško šahovnico. To so stvari, ki jih otroci poznajo, več ali manj bodo tudi vedeli, mogoče samo za Madžarsko ne bodo vedeli, da izhaja Rubikova kocka z Madžarske, ampak ko bodo to sestavili in potem obrnili sestavljanko, in bo to nekje v spominu ostalo. Potem pa jim razdelim takole nemo karto Evrope, lahko po skupinah to delajo, vsaka skupina, ki ima eno od teh sestavljank, potem vključi svojo sestavljanko oziroma vriše državo v nemo karto Evrope, Madžarska, in zraven povemo, katere so asociacije. Paprika, Rubikova kocka, golaž, recimo 2-3 asociacije čisto dovolj. Potem država, ki je imela Italijo, bo vrisala v nemo karto Italijo oziroma pobarvala Italijo in pri Italiji bomo dodali pico, lahko dodamo še kakšno drugo asociacijo. Zdaj sem pri tej nemi karti risala, smo mi imeli eno karto na tablo nalepljeno in so otroci, ko je prišla do njihove skupine, recimo tisti, ki so imeli Madžarsko, so prišli pobarvati Madžarsko, tisti, ki so imeli Italijo, so prišli pobarvati Italijo, pa povedali asociacijo, ki jo imajo. Potem Hrvaška, pa povemo asociacijo, na Hrvaško šahovnica in potem vrišemo še Avstrijo in povemo asociacijo na Avstrijo. Torej, zdaj ta nema karta Evrope je dobila takle izgled, pobarvali smo vse sosednje države in neke asociacije na sosednje države spoznali. Zdaj pa kako si zapomniti te asociacije? Zdaj na vrsti je pa nelogična zgodba. Otroci so sestavili iz teh asociacij, torej Mozartove kroglice, šahovnice, Rubikove kocke in pice, nelogične zgodbe. Vsaka skupina je imela svojo, nekatere so celo 2 zgodbi sestavljene, nekatere so bile boljše, nekatere slabše. Ampak ena skupina je pa tole. En fantek, ki tudi vidite, da zelo dobro riše, je narisal in so povedali zgodbo. Mozart je s kokoško igral šah, jedel pico, na kateri so bile Rubikove kocke. Torej, s tem smo v eno tako nelogično zgodbo zapletli čisto vse sosednje države in v tej nelogični zgodbi, bistvo nelogične zgodbe je, da si otroci lahko predstavljajo, da jo lahko narišajo in da jo imajo v bistvu tako kot si risanke, ki so velikokrat v nelogične situacije dane, pa si vse zapomnijo, tako se naučijo učno snov lahko. In recimo tukaj en lep primer, kako se dajo asociacije sosednjih držav v nelogično zgodbo in imamo v tej nelogični zgodbi vse 4 sosednje države. Mozarta Avstrija, kokoška Slovenija, šah je asociacija na šahovnico Hrvaška, pica Italija in Rubikove kocke Madžarska. In s tem ne bojo imeli nobenih težav, tisti še tako učno manj uspešni, ker je nelogična zgodba ena taka stvar, ki si jo nelogične stvari si nasploh ljudje lažje zapomnimo, bolj kot logične. Tako da to je recimo en primer, kako jih lahko naučite sosednje države. Potem preidemo po delovni zvezek. Tukaj na strani 103 imamo Slovenijo, kamor morajo vpisati sosednje države, zastave so že narisane, lahko tukaj narišejo asociacije zraven, prostora je dovolj, da jih narišejo in potem obravnavamo seveda še vse simbole Slovenije in preidemo tudi na svet.
tukaj imam še nekaj zvitih vprašanj, ki bi jih lahko uporabili tudi ta so malo težja, ampak za mogoče tiste z višjim nivojem, katero glavno mesto naše sosednje države ima v imenu indijanski znak, to je Budimpešta, težko vprašanje, ker morajo najprej ugotoviti, kaj je indijanski znak, in potem glavno mesto sosednje države. V glavnem mestu katere države se skriva deklica, ki se skriva tudi v banani, to smo že imeli, lahko tudi tukaj izkoristite, Ana, Ljubljana, v kateri državi, če preberemo njeno glavno mesto nazaj, ne bi smelo biti nikoli vojne. Rim, mir, nazaj prebrano. V kateri državi, sodeč po glavnem mestu, imajo raj, to je pa Sarajevo, glavno mesto Bosne. To pa ni sosednja država, zato jih vprašam, ali je ta država naša soseda? Ne. Kako pa prideš, skozi katero državo pa prideš do nje? Pa smo spet pri zemljevidu, da se znajo po zemljevidu malce orientirati. No in za konec poglavja, ko boste skozi vse te ure Slovenijo in Slovenijo v svetu obravnavali, imate namizno igro Slovenija, ki je, mislim, da so letos te namizne igre v 3. razredu zelo uporabne. Jaz jih uporabljam takrat, ko recimo tudi ustno sprašujem, dam ostalim učencem zaigrati namizne igre, da veste, da ustna spraševanja so vedno taka, ostali otroci morajo biti zaposleni, ne moreš jim dati obravnavo nove učne snovi, da berejo, da nekaj ponavljajo, tega ne delajo takole med poukom, so pa super ideja, se mi zdi, uporaba teh namiznih iger, s tem pa dejansko ponavljajo tudi vsebine. To bi bilo nekako vse. Jaz upam, da nisem dala preveč podatkov, malce sem jih skrčila, dozirala, zato da se boste mogoče lažje lotili uporabe NTC tehnik pri pouku spoznavanja okolja. Hvala lepa za pozornost. Blanka. Hvala lepa, Vanja, za spet eno zelo zanimivo predstavitev. Zdaj zaenkrat smo prejeli eno vprašanje v rubriki Questions and Answers, in sicer zanima me, če pri spoznavanju okolja poleg delovnega zvezka uporabljate tudi zvezek. Jaz sem to že, mislim, da sem že enkrat okoli zvezkov govorila, zdaj ne vem, za drugi ali za 3. razred. Jaz zvezek imam, ampak zvezek mi služi samo kot na koncu vsake učne teme ali pa neke učne snovi, če se mi zdi dovolj obširna, naredimo v zvezek miselni vzorec. Največkrat na obe strani, na razprt A4 format, oziroma A4 zvezek, naredimo kar na 2 strani miselni vzorec in tam vse bistvene sestavine tistega, kar smo se naučili v preteklih urah, ponovimo. Za druge stvari pa zvezka ne uporabljam, zato ker ta delovni zvezek uporabim za vse tisto, kar v bistvu, če gledate, ko imate napisane razlage, recimo v uvod v vsako učno temo ali pa tisto, kar morajo otroci znati, vedno gremo skozi besedilo, podčrtajo si ključne besede, da vejo, kaj je pomembno. Potem v zvezku morajo veliko stvari reševati, veliko delamo tudi takole praktično, kot ste videli na urah, tako da zvezka zelo malo uporabljamo, ga pa uporabljamo toliko, da velikokrat kakšno vprašanje zapišemo v zvezek, kaj morajo znati, kaj se bo kaj spraševalo, pa predvsem ponovitev, ključne besede v obliki miselnih vzorcev. Super, hvala za odgovor. Upam, da smo... se zahvaljuje gospa za odgovor. Kaj smo še kaj prejeli? Veliko čestitk oziroma zahval za odlično, zanimivo predstavitev. Mogoče počakamo malenkost, če se še komu kaj utrne. Še kaj mogoče lahko podelite z nami tudi kakšno vašo izkušnjo iz razreda, ali pa kakšno, če ste že uporabili kdaj kakšen primer metode, ki jih je omenila gospa Vanja. Še malo počakamo.
Mislim, da zaenkrat. Ok, mislim, da zaenkrat ni. Mogoče se komu še utrne kasneje ali pa mogoče ob ogledu posnetka webinarja, pa se nam bo oglasil prek elektronske pošte. Tako da za konec bi se rada vsem skupaj zahvalila za vašo udeležbo, za to, da ste si vzeli čas za naše druženje in da nam seveda tudi pomagate graditi to skupnost uporabnikov učnih gradiv Mladinske knjige. Vsem učiteljem velika zahvala in tudi izražanje oziroma cenimo vašo predanost, prizadevanje za kakovostno poučevanje in seveda s tem vpliv, ki ga imate na izobraževanje naših otrok. Tako da, mogoče še tule nam gospa Suzana piše, da se zahvaljuje za zanimive ideje in da ideje iz prejšnje predstavitve, se pravi na temo Vas mesto, uporabila in da je bila učencem zelo všeč in da so tudi sami potem še naslednje dni iskali besede v besedah, povedih in da bo z veseljem tudi današnjo predstavitev uporabila za popestritev svojega dela z učenci. Tako da ena povratna informacija, verjetno tudi za vas, Vanja, najbrž prav pride. Tako, s tem bi mogoče zaključili današnji webinar. Hvala še enkrat vsem in želimo vam lep preostanek dneva.